Danes odpirate energetsko samozadostno bivalno celico, pa me zanima, kakšne so karakteristike, kaj je posebnost tega bivalnega prostora? Ja, ena od posebnosti je, da je ta hiša sestavljena iz 5 enot, ki so mobilne in mi smo jih izdelali pravzaprav na čez druge lokacije in pripeljali na to lokacijo. Druga posebnost je, da nimamo pravzaprav nobenega zunanjega vira energije, niti vode, in zato govorimo o samozadostni stavbi. Se pravi, kako potem preko sončnih celic električno energijo verjetno pridobijo, kako pa še ostali viri? Za električno energijo uporabljamo sončne celice z primerno velikimi akumulatorji, za toploto imamo pa več sistemov. Ravne strelnike sončne energije za segrevanje vode, vakuumske strelnike za segrevanje zraka. Potem pa imamo še 2 posebni enoti, ki so jih razvili pravzaprav študenti naši, rekuperator z sončnim ogrevanjem in pa solarni radiator, mi temu tako rečemo, se pravi naprava, ki shranjuje toploto v PCM-ih, se pravi snoveh za spremenljivo fazo in potem lahko v nočnem času ta element ogreva bivalno celico. V osnovi je ta enota, se pravi ta bivalna celica, namenjena bivanju ene osebe, se pravi študentu, načeloma študentu. Kvadrature je v bistvu 30 kvadratnih metrov. To je površina te enote, s tem, da na bivalni del odpade približno polovica te kvadrature, ostalo je energetska enota in sanitarna oziroma recimo kopalnica. Se pravi, iz 3 prostorov je sestavljena. Katere materiale ste uporabili za izgradnjo? Za izgradnjo, se pravi, osnovna konstrukcija je lahka gradbena konstrukcija, se pravi leseni materiali z osnovna toplotna izolacija je kamena volna, s tem, da imamo pa v določene dele konstrukcije vgrajene tudi druge toplotno izolacijske materiale, recimo večslojno toplotno izolacijo s sevalnimi barierami, te folijsko večslojno toplotno izolacijo. En del je pa vakuumska toplotna izolacija. Če bi si pa nekdo omislil takšen bivalni prostor, koliko bi moral investirati? Verjetno ni ravno poceni. Zdaj naša osnovna filozofija, ko smo pristopili k temu, je bila, da bi ta enota, bila cena te enote, seveda želja je bila 12 plus 12 tisoč evrov, se pravi 12 tisoč konstrukcija plus 12 tisoč grajeni sistemi. Seveda bolj realno, verjetno bi lahko govorili 15 plus 15, seveda stvar optimizacije pa je, kako bi v nekem realnem, se pravi pri mogoče večserijski proizvodnji, na kakšno ceno bi prišli za tako bivalno enoto.